21. maj 2020, nov pomemben datum v zgodovini NK Maribora. Podpisana je bila tudi uradna pogodba za prenovo stare zahodne tribune. S to prenovo, adaptacijo bo Ljudski vrt, dom slovenskega prvaka, dobil povsem sodobno, moderno podobo, tudi z vsemi UEFA standardi, nekaj, za kar si je klub dolga leta prizadeval. Nogomet in Maribor sta zelo povezana blagovna znamka. Nogometni klub Maribor je tudi najbolj znana blagovna znamka tega mesta, univerzitetnega. Gradimo ponosno mesto in del te zgodbe gradnje mesta je vsekakor pomembni igralec nogometni klub z vsemi zvezdicami, z vsemi ligami prvakov, z vso dobro energijo, z vsem, kar nas zna tudi povezati. Zato je prav, da smo se res potrudili. Gradbeno podjetje Makro 5 bo začela dela nemudoma že prihodnji teden, potem pa naj bi bila dela končana v dobrem letu oziroma letu in enem mesecu, čeprav vsi vpleteni trdijo, da je mogoče izpeljati projekt predčasno. V tem času stara zahodna tribuna ne bo, tudi ko bo možno, sprejemala gledalcev, bo pa zato toliko lepše in udobnejše kasneje. Ja, jaz sem vesel, prvo, da fantje že lahko trenirajo tako kot normalno, da se bo prvenstvo nadaljevalo, sicer z bolj zgoščenim ritmom. Seveda sem pa zelo vesel, da se bo začela obnova tega stadiona, kajti smemo pozabiti, da leta 2008, ko se je začela prvi del obnove tega stadiona, da je to mesto pa tudi klub dobil novo energijo in od takrat naprej smo bili kar uspešni. Dela na stari tribuni ne bodo ovirala dogajanja na zelenici, naslednje poglavje v vračanju nazaj v nogometno normalo pa bo sobotna prijateljska tekma proti Nafti.